Vozniki pozor, po številnih zapletih in zamikih na slovenske ceste septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Zaviranje tik pred radarjem torej ne bo dovolj, saj bo sistem izračunal povprečno hitrost na podlagi časa vožnje in dolžine nadzorovanega odseka. Dars je sisteme postavil na vseh 4 avtocestnih odsekih. In kje točno bodo lovili prehitre voznike? Manca Turk. Najbolj kritična območja, kjer je največ prometnih nesreč, kršitev, zastojev. Tu Dars in policija s takšnimi sistemi septembra začenjata sekcijsko merjenje hitrosti. Po naši oceni bo to sekcijsko merjenje pripomoglo k izboljšanju prometne varnosti. Manj bo fantomskih zastojev, manj bo nekih nepotrebnih trkov. Večja pretočnost prometa in za zmanjšanje hitrosti seveda manjša možnost nastanka prometne nesreče. Konkretno na 4 večkilometrskih odsekih avtocest. To so trojanski predori v smeri Maribora, Višnjegorski klanec proti Novemu mestu in pa prometno obremenjena odseka med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici ter med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju. Zaviranje tik pred kamero pa ne bo več dovolj, saj sistem hitrosti ne bo beležil zgolj na eni točki, temveč bo izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku. Kamera bo ob vstopu na območje zabeležila registrsko tablico vozila ter čas prehoda. Enako se bo zgodilo na koncu odseka. Sistem bo povprečno hitrost nato izračunal na podlagi prevožene razdalje, ključen bo še čas, v katerem je vozilo odsek prevozilo. A pozor, omejitve hitrosti morajo biti ves čas enake. Če bo upravljavec zaradi del na cesti ali pa kakršnega koli drugega razloga omejil hitrost, se na tem odseku pač takrat sekcijsko merjenje ne bo izvajalo. Čeprav bo policija kršitelje kaznovala, pa to poudarjajo ni glavni namen. Povečati želijo prometno varnost. Sedaj smo priča, da tam, kjer so postavljeni tisti stacionarni radarji, je tam ogromno zaviranja in potem ponovno pospeševanja. Se vam zdi, da bodo slovenski vozniki to z lahkoto sprejeli? Verjetno ne, ampak naj imajo v mislih, da to lahko samo pomaga nam vsem varno priti na cilj. Kdaj točno v septembru bo nov radarski sistem zaživel, pa Dars še ne razkriva.